Dober spanec v sodobnem času žal ni več samoumeven. Zaradi hitrega življenjskega tempa, stresa, dolgotrajne izpostavljenosti zaslonom in nenehne dosegljivosti vse več ljudi tare nespečnost. Spanje pomembno vpliva tako na človekovo telesno zdravje kot na duševno zdravje, pa tudi, socialno počutje, ki je za naše preživetje prav tako zelo pomembno. Skratka, spanje deluje na popolnoma vseh nivojih človekovega delovanja. Spanje je izrednega pomena za otroke in mladostnike, saj v obdobju rasti in razvoja pomembno vpliva na telesno dozorevanje, delovanje možganov, učenje, spomin in čustveno uravnoteženost. Kot veste, se med spanjem, izloča rastni hormon, pa ta ni pomemben samo v otroštvu in v mladostih, ampak tudi v kasnejšem življenju, posameznika, ker deluje zelo regenerativno, in, je zelo pomemben, ne. Naj ne pozabim omeniti področje, kognicije človeka. Spanje namreč pomembno vpliva na, človekov spomin. Med spanjem se kratkoročni spomin spremeni v dolgoročnega. To, kar smo ta dan, izvedeli, nekako naredimo sito, kaj je pomembno, kaj ni pomembno, in določene informacije zapišemo v dolgoročnem spominu. Med spanjem v možganih potekajo pomembne regenerativne aktivnosti, namreč, spanje pomembno zmanjša, nevarnost, za razvoj Alzheimerja in demence. Tudi, pri, različnih boleznih iz duševnega zdravja, so določene povezave. Spanje, bom rekla, zmanjša število simptomov pri depresiji, anksioznosti, ljudje, ki dobro spijo, lažje predelajo stres, pa še bi lahko naštevala. Priporočena dolžina spanja za dojenčke je od 12 do 16 ur, za malčke od 11 do 14 ur, za predšolske otroke od 10 do 13 ur, za šolske otroke od 9 do 11 ur, za najstnike od 8 do 10 ur, za odrasle od 7 do 9 ur in za starejše od 7 do 8 ur. Ljudje, ki ne spijo v teh časovnih okvirih ali njihov spanec ni dovolj kakovosten, so izpostavljeni povečanemu tveganju za številne telesne in duševne bolezni. Dolgoročno, pogosteje zbolevajo zaradi bolezni srca in ožilja, pogosteje zbolevajo zaradi nalezljivih bolezni, se pravi različnih, viroz, okužb. To je zelo velika skupina, v katero potem spadajo tudi različne vrste raka, ki so povezane s, pomanjkanjem spanja, potem različne presnovne bolezni, v smislu sladkorne bolezni. Ljudje, ki imajo težave s spanjem, imajo pogosto tudi težave s telesno težo. Dolgotrajno pomanjkanje spanja lahko postopoma vodi do razvoja različnih motenj spanja, ki jih diagnosticirajo specialisti za spanje, imenovani somnologi. To so specialisti, ki, ugotavljajo, diagnosticirajo in potem tudi zdravijo motnje spanja. Kadar se posameznik zbudi nenaspan, kadar čez dan, težko funkcionira in, potrebuje počitke, kadar je noč razdrobljena in, ne spimo dovolj, čez dan ugotavljamo tudi to, da nismo sposobni izpeljati določenih aktivnosti, ker je problem budnosti, potem zagotovo je primeren trenutek, da poiščemo pomoč pri osebnem zdravniku, ki nas lahko potem naprej napoti k somnologu. V klasifikaciji je iz tega področja, razdeljenih kar okrog 90 različnih bolezni. Nespečnost je mogoče ena izmed najpogostejših pa najbolj prepoznanih, ampak v resnici naši somnologi diagnosticirajo širok nabor bolezni in, zelo pomembno je, da se motnje spanja ugotovijo čim prej in potem tudi primerno čim prej zdravijo.
Za kakovosten spanec si lahko pomagamo na več načinov. Svetovna zveza za spanje predstavlja 10 priporočil za spanje. Govorijo o tem, kako človek se začne pripravljati na spanje že zjutraj, takoj ko vstane. In je pomembno, da se zjutraj izpostavljamo dnevni svetlobi, da na drugi strani pa zvečer pazimo, da te umetne svetlobe ni preveč, ker namreč to lahko vpliva na naše spanje, da je pomembno, kako smo telesno dejavni ves dan, da je ta telesna dejavnost lepo razdeljena, da ni preveč sedečega vedenjskega sloga, da potem poskrbimo tudi za primeren vnos tekočin, se pravi čez dan, ne zvečer tik pred spanjem, ker nas to lahko moti, da je pomembno, da je hrana pestra mešana, ampak v večernem času naj to ne bojo veliki obroki, sploh pa ne sladki, pekoči, težki, mastni, ker nas tudi to lahko moti. Na spanje lahko pomembno vpliva tudi kajenje tobaka, raba različnih drog, tudi alkohol vpliva na naše uspavanje, oziroma na to, da je spanje potem bolj fragmentirano, vpliva na kakovost spanja. Pa potem nenazadnje izjemno pomembno je tudi, kakšen je prostor, v katerem spimo. Se pravi, ali se v tem prostoru počutimo varne, a je postelja primerne velikosti, primerne kakovosti vzmetnica in vzglavnik, kakšna je posteljnina glede na letni čas, ali je prostor dovolj shlajen. Bolj, ko je hladna, se pravi tam 18, 19 do 20 stopinj, recimo naj bi bila spalnica topla, ne več. Lažje bomo spali, ne? Potem, da nas ne motijo različni motilci, kot so osvetlitve, zvočniki, mobiteli, ki pošiljajo sporočila in tako naprej. Seveda je pomembno tudi, da nas v postelji ne moti kakšen domač ljubljenček, tudi ti so lahko moteči dejavniki, ne? Pri otrocih je za kakovosten spanec zelo pomembna stalna večerna rutina. Redni in ponavljajoči se večerni postopki pomagajo otrokovemu telesu in možganom prepoznati, da se približuje čas za spanje. Namreč to, da otrok razume, da ko se začne večeren obrok, pa potem osebna higiena, umivanje zob, da to pomeni, da se je dan zaključil in da je čas, da se gre v posteljo, da to počne vsa družina, da zaradi tega, ker gre spat, ne bo ničesar zamudil. Skratka, to preoblačenje v pižamo in potem mogoče še ta čas, ki ga starši lahko tik pred spanjem namenimo svojim otrokom, z branjem različnih zgodb in knjig, je lahko zelo dragocen. In na ta način pravzaprav svojim otrokom dajemo zgled, jih vzgajamo, hkrati pa jim dajemo občutek varnosti, ki ga človek za spanje v resnici potrebuje. Na svetovni dan spanja je pomembno, da se zavemo, da je dober, reden in dovolj dolg spanec življenjskega pomena. Nikakor ni razkošje, niti izguba časa, temveč osnovna biološka potreba, brez katere ne moremo dolgoročno ohranjati zdravja, delovne učinkovitosti in dobrega počutja.